Je Ethereum končno dosegel dno napram Bitcoinu? No, prav to si bomo ogledali v tokratnem videu. No, tokrat si bomo mi ogledali Ethereum napram Bitcoinu in najprej dnevni graf. Kot vidimo tukaj tole območje je kar precej zanimivo. Od leta 2022, to je bilo 7. septembra 2022, smo naredili zadnji vrh tukaj in od takrat imamo dobesedno trend navzdol. Mi samo padamo. Ampak zdaj smo mi s tem padanjem prišli do neke ključne točke. Kot vidimo, smo mi zadeli zdaj tole podporo tukaj. Ta podpora se vrti na nekje okoli 2 centih Bitcoina, če se lahko tako izrazim. In če pogledamo še nazaj, vidimo lahko, da tale podpora v bistvu sega še nazaj tukaj. In če gremo naprej v današnji čas, lahko mi zdaj tukaj vidimo tudi, da smo z zadetkom tele podpore zdaj prišli v preprodanost, kar se tiče RSI. Ampak, ali to zdaj pomeni, da bomo dobili kakšen odboj? Ne še. Zaradi tega, ker kljub temu, da smo mi tukaj dosegli preprodanost, lahko mi še vedno padamo preko divergenc naprej dol. Tako da je treba paziti. Na internetu vidim precej priporočil, kjer svetujejo, da se kupuje kovance, ko dosežejo preprodanost, ampak to je napaka. Kot sem rekel, še vedno se lahko pada preko bikovske divergence naprej dol. Zdaj mi smo zadeli komaj vrh tegale območja, na tam nekje 2 centih, sega pa tam nekje do 1,5 centa. In če slučajno tole območje ne bi zdržalo, potem imamo naslednjega mi tukajle na nekje okoli centu, celo manj kot cent pride. Ga bom kar označil na tam nekje 0,9 centa Bitcoina. To bi bila torej tarča za medvede, torej 0,9 centa Bitcoina. Zdaj za bike, če se morda le zbudijo, bi jaz spremljal najprej tole mejo tukajle. Tole smo kar izgubili. Ta je tam nekje na 2 centih in pol. Enkrat smo jo šli že testirati kot odporno mejo tukajle pred kratkim, kot vidimo, in smo bili od nje zavrnjeni. Tako da jaz bi od bikov pričakoval, da mi tole mejo končno osvojimo, naredimo podporo in potem gremo naprej gor počasi po vseh teh mejah. Zdaj vprašanje seveda je, ali smo mi dosegli dno, kar se tiče Ethereuma napram Bitcoinu. Zdaj moje mnenje je ne še, smo pa blizu. Kot sem prej rekel, mi še vedno lahko potujemo dol naprej po tem mejnem območju. Vse tam nekje do kakšnega 1,5 centa Bitcoina. Hej, če ti je všeč ta video, pritisni všeček od spodaj, komentiraj tudi od spodaj in seveda ne se pozabiti naročiti na moj kanal za več novih videov. Dajmo si mi malo še pogledati tedenski časovni interval, da vidimo, kakšno situacijo imamo kaj tukaj in ja, tudi tukaj. Enostavno gre dol. In tudi tukaj je potrjena tale meja na tam nekje 2 centih do 1,5 centa in seveda tudi tale meja, ki jo morajo biki nazaj osvojiti. Tukajle smo tudi imeli en velik vzorec dvojnega vrha, ki se je očitno lepo izvršil. Ampak kot sem rekel, vprašanje je, kaj se bo zdaj zgodilo tukajle na tejle meji. Ali bomo končno videli kakšen odboj. Zaenkrat je še prekmalu za karkoli reči, lahko bomo videli v prihodnosti, da se razvije spet kakšen tak vzorec kot tukaj, ko smo imeli dvojno dno in potem smo imeli kar konkretno rast. Ampak še eno vprašanje je, mi smo to mejo zdaj že kar nekajkrat zadeli, enkrat, dvakrat, zdaj smo jo zadeli tretjič.
jo bomo tokrat morda izgubili. Tudi na tedenskem časovnem intervalu lahko vidimo tukaj, da smo prišli do preprodanosti RSI. Ampak to še ne pomeni, da bomo mi zdaj dobili odboj in pa bull market. Ne, tukaj lahko še vedno preko divergenc padamo naprej dol, tako da je treba paziti še. Je pa bil RSI kar precej šibek. Zelo dolgo obdobje je bil zelo šibek, ko je šel malček nad 50 oziroma bil vedno okoli 50, pa potem je malo potonil dol, pa je spet šel malček nad 50, pa spet potonil dol, no zdaj smo dosegli tudi tole preprodanost. Tako da morda bi bilo dobro, da se počaka na kakšno bikovsko divergenco in morda potem počasi začne vstopati na trg. Najprej bi se rad seveda zahvalil svojim patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če morda želiš postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda kot patron pridobiš dostop tudi do dodatnih vsebin. Tam tudi prej objavljam video vsebine, tako dobiš predogled videov, še preden pridejo na YouTube. In s paketom višje pridobiš dostop tudi do Discorda, kjer spremljamo kriptovalute na manjših časovnih intervalih in seveda tudi druge trge. Poleg tega pa imajo patroni dodatne ugodnosti na moji spletni trgovini. Vse, kar so do časa nakupa prispevali preko Patreona, lahko uporabijo kot dobro imetje in nekateri patroni lahko tako celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne jo pozabite obiskati. Tam imamo že kar nekaj indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah in tukaj je tudi ARI oziroma Asset Rotation Index, to je indikator, ki vam kot mapa prikazuje, kam na kriptotrgu se preliva denar, ali se preliva v Bitcoin, ali v altcoine, ali pa v stablecoine. Pritisnite tudi všeček, če vam je bil ta video všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, komentirajte spodaj in seveda ne se pozabiti naročiti na moj kanal, zato ker se obetajo še novi in zanimivi videi. Tukaj redno spremljamo kriptotrg, tako da se res plača naročiti. In tako, zdaj vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.